Tudi Sveti Nepomuk na mostu pri vhodu v Laško je prav po zaslugi Komunale Laško zasijal v prenovljeni podobi. Kot svoje darilo ob letošnjih jubilejih je slavljenka dala mestu prenoviti kip in kapelico, da bi dobro sodelovanje obeh strani ostalo še naprej. In s ponosom ugotavljam, da je bilo delo obnove kapelice in še posebej restauriranje kipa izvedeno izredno kvalitetno, predvsem pa v skladu z vsemi smernicami s strani Zavoda za spomeniško varstvo. In posebej smo pa še veseli, da je restauratorsko delo opravil človek iz naših domačih logov, domači umetnik, kipar akademski Matej Prihovec. Tako da mislim, da smo s tem, zajeli vse praktično, kar je možno ob takem projektu zajeti. Obnova kapelice in kipa sta stali dobrih 5000 evrov. Restaurator, sicer akademski kipar domačin, Matej Prihovec, pa se je z njo ukvarjal 2 meseca. Ja, glede na to, da ga je prej delal od same naše nadzorne oče, v bistvu se je bilo treba res zelo potruditi. Hkrati pa tudi glede na to, da je to moje lokalno okolje, glede na to, da je v bistvu izjemno rezbarsko delo, baročno celo, v bistvu se je splačalo potruditi maksimalno, narediti vse za to, da se približamo čim bolj izvirniku, kakršen naj bi bil po vseh sodiranjih sodeč. In po fotomaterialu, kar je pač nam zapustil gospod Podkrižnik. Župan si je ob slovesni predaji prenovljene kapelice zaželel, da bi Sveti Nepomuk varoval vse ljudi pred poplavami, saj protipoplavni ukrepi nimajo pravega tempa. Jaz mislim, da je to en del naše laške tradicije. Ta kapelica je sicer stala na drugi strani Savinje v preteklosti, z izgradnjo mostu se je prestavila na to stran in mislim, da je korektno in prav, da se v bistvu tisti, ker so pač tisti pred nami ustvarjali so verjetno v večjih materialnih, v bistvu večjem materialnem pomanjkanju kot pa mi in je prav, da v bistvu tudi nekako to negujemo tudi za bodoče generacije. Predvsem pa naj, Janez Nepomuk varuje vse občane, vse ljudi pred poplavo in pa, naj njegova podoba in kapelica ostane taka, kot je danes ob otvoritvi. Kip Svetega Nepomuka je blagoslovil nadžupnik in dekan Rok Metličar in spomnil, da je to zavetnik vseh, ki imajo opravka z vodo. Njegov prst na ustih pa ponazarja spovedno molčečnost, ki je bila kaznovana. Nas pa zdaj opominja pred strupenimi jeziki in konstrukti, katerih žrtev je lahko vsak od nas. Bolj po mojem, mir in tišina, razmislek, da se ustavimo malo. Ja, ta prst na ustih zagotovo ne sporoča, da je potrebno biti tiho. Ravno nasprotno pomeni, da se je treba o vseh stvareh pogovarjati, pomeni, da ni več čas za molčanje, čas je za to, da stopimo skupaj in skupaj naredimo nekaj za nas, nekaj za okolje, nekaj za to družbo, v kateri živimo.